Dobrodošli spet v Ambientih. Nakupa starejše nepremičnine se mnogi izogibajo, češ da se finančno ne splača vlagati vanje, saj da gre za jame brez dna, ki nikoli ne morejo zares postati sanjski domovi. Sara Rutar, doslej edina ženska zmagovalka televizijskega kuharskega tekmovanja, in njen partner Dejan pa dokazujeta nasprotno. V starejši hiši s čudovitim razgledom sta si uredila prijeten dom, iz katerega pa seveda vedno diši po sladkih dobrotah in kruhu z drožmi. Na naše veliko veselje danes snemamo pri pravi kuharici, pri zmagovalki kuharskega tekmovanja, Sari Rutar. In Sara, živjo, direktno smo uleteli v tvojo kuhinjo in že lahko dokazuješ to, da si res prava gostiteljica, ker očitno tole pripravljaš za našo ekipo, ne? Tako je. Da se bomo malo posladkali, ampak ker je jesensko obarvano, se nekaj, da vam pripravim moje v bistvu cupcakese z bučo, z takimi začimbami, ki že malo dišijo tudi na december, cimet, klinčki in tako dalje. Imamo karamelizirane jabolke in hruške, spekolo s piškotke, tako da jesensko obarvano. Ko ne čakam, ampak najprej se moramo še pogovarjati o obnovi tele hiše in o vajinem res ljubkem domu. Sara, sigurno je bila kuhna tisti osrednji prostor, ki je moral narekovati vse ostale vsebine vajinega novega doma, ne? Tle se vse začelo, tudi najina ljubezen, ne? Ja, Dejan rad je, jaz pa rada kuham in to gre zelo dobro skupaj. Tako da ja, kuhinja je to osrčje hiše, ker se itek pač jaz največ cajta zdržujem. Upam, da se bo tudi najin mali Gabriel rad zdrževal tukaj, zato tudi tako pač pripravljam pult, da lahko sedi, da lahko opazuje, oziroma ga že zdaj zraven v stolčku dam, da me spremlja pri kuhanju. Pot do doma s sanjsko kuhinjo in shrambo pa za mlado družino ni bila najbolj enostavna. Prva težava so bili dolgotrajni postopki nakupa, saj je parcela s hišo vključevala tudi kmetijsko zemljišče in gozd, ki sta zahtevala prodajo s predkupno pravico in 30-dnevni odložilni rok. Poleg tega so bili prisotni dvomi. Želja po nakupu na eni in strah pred obsežno prenovo 60 let stare hiše na drugi strani sta se zmešala v kaos nasprotujočih si občutij. Edina prednost je bilo poznavanje lokacije, saj Dejanovi starši živijo v neposredni bližini. Bilo je kar nekaj interesentov za tole pač parcelo s hišo ured, tako da je bila kar borba, no, da sva prišla do nje. Pestro je bilo. Ja, res je bilo pestro. Midva sva iz spodnje hiše čez okno gledala. Vse, ko so hodili na ogled, so bila, ne boš kupil, to je najina hiša. Tako, takšna borba je bila, no. Ampak lokacija je torej zaradi Dejana. Ja. Vi tukaj živite, ne? Tako, mi živimo v spodnji hiši, smo živeli, pa nekako je tako, ok, se smo išli tudi pogledati druge hiše, da dobiš občutek, da vidiš, kako je, pa da se dejansko vidiš, če se vidiš sam nota, ne? Prvič sem bila na ogledu tukaj, pa Sari ni bilo všeč, ne? Ja. Seveda preveč dela mogoče nekako, se rekel, to bo ful investicija, to treba vse obnoviti, ne bo tako, ko si želim, ne? Pa prostori so bili zaprti, ne? Sprav, vse je bilo ločeno, vse po sobah. Po tunelčkih pa sobicah. No, zdaj pa gremo lepo po vrsti. Kaj vse je bilo torej treba odstraniti in seveda kaj ste ohranili? Ja, nekako, bom rekla, ta oklep hiše je ostal. Torej, stene so bile, hvala Bogu, izgledale so tudi zdrave, tako da so bile, ni bilo kakšne plesni, vlage, ostalo šlo se ven. Torej, tlaki, zgornje nadstropje sva čisto na novo naredila, tudi stene, no, tako da streha, okna, vrata, vse kompletno, praktično, res celovita prenova hiše. Je bilo torej toliko dela, kolikor ga je Sara na začetku pričakovala? Še več. Za pomoč pri prenovi in opremi sta prosila Dejanovega bratranca, arhitekta Petka Grabliča. Naredila sta osnovni načrt želja, ki je vključeval 2 kopalnici, od tega eno s kadjo in drugo s tušem, otroško sobico, garderobne prostore, pa posebej utiliti. Skupaj so si zamislili tudi krožno zasnovano pritličje, s katerim so dobili odprt prostor, ki ga danes izkoriščajo za druženje s prijatelji. Obstaja neka zanimiva zgodba, kateri je bil tisti prvi kos pohištva, okrog katerega se je začelo vse skupaj, ali kako? Ja, ampak prvi kos pohištva je bila pač postelja. Ko smo šla v lov za ležišča, jaz sem rekla, tle ne odstopam, to mora biti res kvaliteta.
v bistvu prespimo 1/3 življenja, roko na srce, in meni je spanec pač res pomemben, če spiš ali 5 ali 10 ur, da res se kvalitetno dobro naspiš in da smo zjutraj pripravljeni na nove izzive. Sekla, pri posli pa ne bova šparala. Pa sem nekaj študiral, pa sem rekel, pa jaz sem enkrat spal v hotelu na vodni posli, zakaj ne gremo mi dva vodno poslo pogledati? In sem šla pogledati in tako so se odločila. Sara sicer je bila v dilemi, a bi, ne bi. Sva se pa zato zapeljala kar dejansko v salon, v Črnuče. Celo 3krat sva bila tam, sva tudi ležala po 10-15 minut, malo se premetavala, malo in se probavala, zdaj bo to čudno zvenelo, a ne? Ja, razumemo. Tako da sem bila res prepričana, pač, da vem, da zberem ta pravo poslo. Pa načeloma vedno reče, da moraš se prilagoditi 2, 3, 4 tedne. Je pa res, da v bistvu že prvo noč, ko sva prespala na posli, zjutraj, ko zbudi, sva se pogledala in rekla, to je to. Emil, to je pa res dovolj velika spalnica, da lahko v njej ena box spring postelja res kraljuje, ne? Ja, box spring postelje so znane kot kraljevske postelje. Čeprav jih lahko v zelo majhne prostore spravimo, smo pa najbolj veseli, kadar jih lahko v takole veliko spalnico damo, da je postelja visoka, da ima stranico visoko in da res kraljevsko izgleda. Kaj so glavne prednosti box spring postelje? Box spring postelje so v zadnjih letih izjemno popularne po vsem svetu z več razlogov. Višja postelja je ljudem všeč zato, ker zjutraj, ko se zbudijo, ko vstanejo, se ni treba dvigovati, ampak dobesedno že stojijo in odidejo v lep dan. In pa to, da je vse oblazinjeno. To oblazinjeno da neko mehkobo v prostor, barve, ki jih lahko izberamo, pa seveda, ker oblazinjeno se tako lepo noč, če gremo slučajno na potrebo, nimamo kam udarati. Ampak, če lahko tukaj zberemo res barvo po svojem okusu, obstaja nevarnost, da si bomo enkrat premislili, pa nam ta barva ne bo tako zelo več všeč ali pa pasalo v prostor. Ne samo to, da si izberemo barvo po naših željah, kot je Sara izbrala tole belo barvo, ampak je tudi to, da jo lahko čez več let zamenjamo. Obnovila bo samo tisti del postelje, za katerega si bo zaželela drugo barvo. Številne barvne možnosti ponujajo tudi rjuhe, ki so na voljo za takšne postelje. Kar med 54 različnimi lahko izbiramo, posebne pa so predvsem zato, ker so tanjše, saj se postilja samo toper oziroma zgornji del postelje, kar je prijazno za križ in roke. Tukaj imamo sicer vodno posteljo, ki je sama po sebi seveda precej težka, ampak hkrati imamo pa občutek, kot da lebdi v prostoru. Kako ste to dosegli? Tukaj je bil pa na delu slovenski dizajn. Zatem, ko so naši dizajnerji nogice pomaknili bolj proti notranjosti postelje, zgleda, kot da postelje lebdi v prostoru in dobimo izjemno lahek videz, ne glede na to, je to vzmetnica, vodna postelja, kakršnakoli postelja je vgrajena. Zdaj pa eno drzno vprašanje, a bi lahko nekdo imel svojo polovico drugačno, kot tisti, ki zraven njega spi? Tukaj je to nekaj samo po sebi umevnega, da ima vsak od partnerjev različno trdoto, različno ležišče. Celo lahko bi en imel vodno posteljo, drugi pa vzmetnico, brez težav. Slovenci smo napredni na področju ležišč. Ker se napredek in moderni elementi zelo dobro kombinirajo s tradicijo in vintage dodatki, je v hiši, za prenovo katere sta lastnika odštela 170 000 evrov, najti tudi kakšen ohranjen element starejšega datuma. Med drugim srce doma, staro krušno peč. Še deluje? Deluje. Funkcionira? Kakšen teden nazaj, 2, je bil tukaj mojster, ko se spozna na krušni peči, ker sva želela preveriti, da je res v takem stanju, da je lahko zakuriva, in je rekel, da zgleda res v dobrem stanju, tako da je rekel, to je res zelo dobra zadeva, vama bo prav prišlo. Jaz čakam še na prvi Sarin kruh iz krušne peči, tako da... Tega pa še ni bilo? Tega še ni bilo. Ne še. Zdaj, ko bo zima, da ni prevroče, ne? Ja. Smo se pa zato posladkali z bučnimi mafini, ki so, mimogrede, odlično uspeli. Jesenske začimbe so hišo napolnile z omamnimi dišavami in iz nje naredile topel dom, o kakršnem sta Sara in Dejan vedno sanjala.